novinarke, spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Zdaj se vam že kar na začetku zahvalim za vašo udeležbo. Mislim, da ste malo presenečeni, ker ste se odzvali tako velikemu številu. Današnja novinarska konferenca ima naslov Ukrepanje resnica in skrati verodostojne informacije s področja prehrane. In v sklopu te predstavitve bodo naši govorci dali tudi velik poudarek na predstavitvi portala prehrana.si. Dovolite mi, da vam predstavim današnje govorce. Dr. Marjeta Recek, vodja sektora za obvladovanje nalezljivih bolezni hrana in okolje z Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Profesor dr. Igor Pravs z Inštituta za nutricionistiko in pa dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam bo tudi vrstni red naših govorcev, zato prosim, dr. Marjeta Recek za besedo. Lepo pozdravljeni strani Ministrstva za zdravje. Jaz bi na začetku podala samo en tak kratek uvod in pa okvir. In sicer nacionalni portal prehrana.si, ki bo predstavljen v nadaljevanju, je eden izmed programov, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in udejanja cilje nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za obdobje med 2015 in 2025. Ekipa portala nas je prepričala pri razpisu z zagotavljanjem verodostojnih in preverjenih informacij in pa prehranskih priporočil, ki so zbrane na enem mestu in lahko jih uporabljajo vsi prebivalci Slovenije. Menimo, da bo ta portal pripomogel k boljši osveščenosti prebivalcev. Zdaj, poleg dobre osveščenosti bi rada poudarila, da je za zdravo prehranjevanje ključna tudi dobra ponudba zdravju naklonjenih živil. S tem mislim na živila, ki vsebujejo manj enostavnih sladkorjev, manj soli, manj nasičenih maščob. Zdaj, poenostavljeno povedano, želimo si, da bi čez nekaj let, ko gremo v trgovine oziroma na vsakem koraku, takšna živila prevladovala. V ta namen Ministrstvo za zdravje podpira tudi projekt inovativnih živil, o katerem bo tudi govora nekaj v nadaljevanju. Za nas je pa tudi zelo pomemben program zbornice živilskih in pa kmetijskih podjetij, ki bo omogočala koordinacijo in pa usklajevanje nacionalne industrije, da bodo zniževali sol in sladkor. Začeli so že v industriji pijač, temu se bo pridružila tudi mlečni izdelki in pa pekarski izdelki. V zadnjem času opažamo, in to nas tudi izredno veseli, da se izvajanju nacionalnega programa pridružujejo tudi trgovske verige, ki tudi v svojih izdelkih znižujejo sol in pa sladkor in o tem obveščajo kupce. Mogoče še nekaj besed o nacionalnem programu. Nacionalni program združuje prehrano in pa telesno dejavnost in poteka pod sloganom Dober tek Slovenija. Zdravo uživaj, več gibaj. To je obsežna medresorska naloga, ki jo Ministrstvo za zdravje koordinira in s vsemi temi v določenih delih tudi izvaja in z vsemi temi ukrepi in aktivnostmi seveda želimo dosegati 10 strateških ciljev, ki so zastavljeni v nacionalnem programu, zato da bomo prebivalci Slovenije leta 2025 bolj zdravi. Cilji so zelo konkretni, da bodo prebivalci zajtrkovali, da bodo uživali redno zelenjavo in sadje in med cilji so tudi zniževanje soli, sladkorja, maščob, transmaščob z uživanjem in tudi v sami sestavi živil. Če pogledamo, kje smo trenutno, se podatki kažejo, da se v Sloveniji na določenih področjih izboljšujemo. To bo tudi v nadaljevanju
predstavili Nacionalni inštitut za javno zdravje, vendar pa so premiki mogoče manjši, kot bi si želeli, še vedno, če povzamem podatke, ki so v nacionalnem programu. Od debelosti je vsaka druga odrasla ženska s prekomerno telesno težo in kar 70% odraslih moških. Vlaganje v preventivo in pa skrb za zdravje pomeni na dolgi rok seveda manj bolezni in z nacionalnim programom Dober tek Slovenija spodbujamo zdravemu prehranjevanju in pa telesne dejavnosti prav vsak dan. In ob tej priložnosti bi vas povabila na drugo nacionalno konferenco Dober tek Slovenija, ki bo 18. oktobra na Brdu in tam bomo predstavili tudi številne druge programe in projekte, ki vodijo skupnemu cilju, se pravi boljše zdravje prebivalcev. Hvala. Hvala, doktor Iskra, za te uvod. Zdaj bi pa predal besedo zdravstvu. Izvolite. Hvala in lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Začel bom z nekaj podatki. Ali ste vedeli, da jodirana sol v Sloveniji vsebuje 25 mg kalijevega jodida na kilogram soli? In če povzamemo informacije, ki krožijo naokrog, že z zaužitjem 2 gramov soli dobi povprečni prebivalec povsem dovolj soli, povsem dovolj joda za njegovo zdravje in da s količino soli, ki jo pa res zaužije, skoraj za 7-krat preseže vnos joda, varen vnos joda. Vas kaj skrbi, ko preberete takšno informacijo? To je informacija, ki kroži po spletu in ki je lani končala v eni najbolj branih slovenskih revij. Če ostanem samo na področju soli, naj pojasnim, da ta informacija je popolnoma napačna. Izračun, ki je bil uporabljen, torej napisana je na izredno verodostojen način, pojasnjeno je, kako je to izračunano, ampak se avtor tega izračuna pač zmotil za 7-krat. Kar pomeni, da z uživanjem soli, z uživanjem jodirane soli, prebivalci dobijo ravno toliko joda, kot ga potrebujejo. Če ostanem na področju soli in grem naprej, lahko ugotovimo, da se nahajajo na spletu informacije, himalajska sol ima kristalno strukturo, v kateri je ujetih 84 elementov v sledovih. Drži to, da so ujeti v sledovih, ker jih je tako malo, da nimajo nobene fiziološke vrednosti za človeški organizem. Lahko najdemo informacije, da je himalajska snov v tako posebni kemijski obliki, da sploh ni nevarno, da bi povzročala povečan krvni tlak, kot velja to za rafinirano sol. Tudi to seveda ne drži, Vse vrste kuhinjske soli so kemijsko popolnoma enake oblike, ko se raztopijo v vodi, razpadejo na ione in vse povsem na enak način povečujejo krvni tlak. Ampak to vrstne informacije med prebivalstvom razumljivo povzročajo skrb, dvome in jih medejo, da na koncu več ne vejo, kaj je zdravo in kaj ni zdravo. To so samo informacije zelo ozkega področja. Predstavljajte si področje prehrane, ki je mnogo širše in okrog kroži tisoče tovrstnih dezinformacij. Kot naš odgovor na to je bila vzpostavitev nacionalnega portala o hrani in prehrani, katerega ključni namen je krepitev vrednot in povečanje obveščenosti in znanja prebivalcev o koristih zdrave prehrane in pa zagotavljanje verodostojnih, strokovnih in razumljivih informacij z področja prehrane v različnih življenjskih obdobjih. Portal omogoča tudi povezovanje stroke in promocijo znanosti na področju prehrane in javnega zdravja. Izvajalci tega programa smo Inštitut za nutricionistiko in pa Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira ga pa Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru izvajanja programa, ki ga je dr. Reckova pravkar omenila. Kako je program začel nastajati in kako je potekal?
Prvo podporo strani ministrstva smo dobili v letu 2015, ko je bila pač podprta že sama ideja o vzpostavitvi tovrstnega portala. Takrat smo pridobili domeno prehrana.si, tukaj izgleda to kot ena vrstica na slajdu, ampak šlo je za precej več, namreč ta domena je bila zasedena strani neke multinacionalke in smo jo uspeli v sporu pred Arnesom prevzeti. Zdelo se nam je, da je ključno, da portal, na katerem bomo, za nacionalni portal, na katerem bomo objavljali verodostojne informacije z področja prehrane, obstaja na neki domeni, ki je enostavna za polnjenje in blizu prebivalstvu. In takrat smo bili potem uspešni s prevzemom te domene. Vzpostavili smo strokovno skupino, ki je določila, kaj so prioritete pri razvoju vsebin, katere vsebine se bodo objavljale in na kakšen način. In vzpostavljena je bila sama infrastruktura portala. V letošnjem letu pa je Ministrstvo za zdravje podprlo našo idejo, da projekt naredimo še boljši in zagotovilo financiranje do konca leta 2019. In v tem obdobju bomo skrbno generirali nove vsebine na področju prehrane, še posebej takšne, ki prebivalce najbolj zanimajo in takšne, kjer opažamo, da je največ neznanja, netočnih informacij in tako naprej. Kako sam program izgleda in kako je zamišljen? Predvideno je, da strokovnjaki generirajo vsebine, ki so zapisane na poljuden način, to pomeni, da jih različne skupine prebivalcev lahko razumejo. Te informacije bomo objavljali na spletni strani in jih že objavljamo na spletni strani prehrana.si. Ob tem pa se bomo trudili tovrstne informacije tudi širše diseminirati, kar pomeni, da bomo ključne informacije medijem pošiljali dodatno, posebej, da jih bomo diseminirali z generiranjem različnih enostavnih prispevkov, infografik, videov, da bomo vsebine diseminirali na Facebook straneh, preko Twitterja sodelujočih organizacij. Skratka, želimo priti z informacijami širše od spletne strani. Želimo si tudi, da bi stran uporabljali mediji, ko pišejo o neki tematiki in so včasih, ste tudi kot novinarji verjetno zmedeni, kaj je res in kaj ni res. Ne? In glede na vaša vprašanja bomo poskušali usmerjati tudi uredniško politiko portala in mogoče ne takoj naslednji dan, ampak skrbeti za to, da se bodo na portali pojavljali prispevki s področji, ki so najbolj aktualne. Sam portal podpirata dve strokovni skupini. Ena je tista, ki je že ustanovljena, v kateri so strokovnjaki z različnih področji prehrane. Druga skupina pa je odbor deležnikov, ki ga bomo vzpostavili predvidoma še letos. V njem pa bodo sedeli predstavniki vseh strokovnih inštitucij, ki delujejo v Sloveniji na področju prehrane, ker želimo, da bi portal združeval informacije z vseh kanalov in ponudil neko enotno dostopno točko za prebivalce, ki jih področje prehrane zanima. Kakšen je pomen portala za različne uporabnike, torej za prebivalce smo že omenili, da je to verodostojen vir informacij na področju prehrane. Za državo to pomeni spodbujanje zdravega življenjskega sloga in informiranja prebivalcev. Za strokovne organizacije to pomeni med drugim tudi nov kanal, kjer lahko tovrstne organizacije objavljajo novice, podatke o raziskavah, o projektih z področja prehrane. Prav tako pa portal omogoča lajše povezovanje in mreženje med strokovnjaki. Za gospodarstvo bo to informacijska točka, preko katere bodo lahko obveščeni o aktualnih raziskovalnih projektih na področju prehrane, medtem ko mediji pa upam, da vam bo portal prav tako koristen z verodostojnimi informacijami, tistimi informacijami, ki jim boste lahko zaupali. Pri razvoju portala in vsebin poleg strokovnjakov iz Inštituta za nutricionistiko in Nacionalnega inštituta za javno zdravje sodelujejo tudi strokovnjaki iz drugih organizacij, predvsem iz UKC Ljubljana,
iz Univerze v Ljubljani, predvsem biotehniške fakultete in pedagoške fakultete, in pa iz Ministrstva za zdravje in pa Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Z vzpostavitvijo novega odbora deležnikov pa mislimo ta krog še razširiti in skratka k sodelovanju pri portalu so povabljeni vsi neodvisni strokovnjaki na tem področju. Če boste opazili, naštete so inštitucije, ki predvsem raziskovalno ali pa strokovno delajo na tem področju, ne vključujemo pa strokovnjakov iz družb, ki se ukvarjajo s pridelavo živil ali pa z njihovim trženjem. Namreč naš izključni namen je ponujati verodostojne informacije brez oglaševanja in komercialnega obveščanja. Zdaj si pa na 3 slajdih samo pogledamo približno strukturo samega portala. Kot ključni del vsebin predstavljajo prehranski nasveti. Zaenkrat so na našem portalu že prehranski nasveti za nosečnice, dojenčke, otroke, mladostnike, odrasle, pa tudi za vegane in vegetarijance. Bomo pa ta del v nadaljevanju še razširili, najprej na področje starejših odraslih in pa športnikov. V nadaljevanju pa upam, da bodo prišle na račun tudi skupine s posebnimi prehranskimi potrebami, ampak v letošnjem letu se to še ne bo zgodilo. Drugi pomembni del prehrana so novice z področja prehrane. Na tem delu objavljamo rezultate znanstvenih raziskav z področja prehrane, še posebej tistih, ki jih opravijo raziskovalci slovenskih inštitucij, pa tudi drugih, ki so najpomembnejše na področju prehrane. In pa mesto je tudi stičišče informacij o najrazličnejših dogodkih na področju prehrane. Pomemben del strani predstavljajo tudi informacije o sestavinah živil in pa tudi o sestavi različnih živil. Objavljamo informacije o vlogi hranil in drugih snovi v živilih pri ohranjanju zdravja, tudi o alergenih, tudi o aditivih. Torej, portal res nudi, ko si ga boste pogledali, en kup zanimivih informacij z področja sestavin, ki jih lahko najdemo v živilih. Poleg tega na portalu lahko najdete tudi zavihek, kjer razložimo različne mite na področju prehrane in pa kjer podajamo nasvete, naprimer, kako varno rokovati živili in tako naprej. Omenil sem že, da v okviru diseminacije projekta ne bomo ostali le pri spletnih straneh, ampak gremo širše, uporabljamo socialna omrežja. Zelo pomembno pa nam je tudi sodelovanje z vami, z novinarji. Torej želimo si, da bi informacije na portalu uporabljali tudi vi, ko obveščate javnost in da se bi vse manjkrat zatekali k nepreverjenim informacijam, ki se nahajajo na spletu. Jaz vem, da splet ponuja zelo različne informacije in na spletu je veliko verodostojnih virov. Da ne bo nesporazuma, ne bom rekel, da je portal prehrana.si edini verodostojen vir na področju prehrane. Je pa eden redkih slovenskih verodostojnih virov na tem področju, poleg seveda spletnih strani organizacij, ki pač delujemo strokovno na tem področju. Kot ključ za uspeh, da bomo prišli bližje samim prebivalcem, pa se nam zdi, da moramo paziti na to, da so vsebine pripravljene na čim bolj prijazen način, na čim bolj enostaven način. Zato pri predstavljanju uporabljamo tudi infografike, videe in tega se bomo posluževali tudi vnaprej. Zakaj pa je tako pomembno, da osveščamo prebivalstvo na področju prehrane? Prej sem izpostavil nekaj dezinformacij, ki krožijo naokrog in ki medejo prebivalce. Ni pa to edini problem. Problem je tudi, da moramo pri prebivalcih vzbuditi ta čut za zdravo prehrano in jim razložiti, na katere stvari morajo najbolj biti pozorni. Raziskava, ki smo jo zelo pred kratkim objavili v eni vodilnih znanstvenih revij na področju prehrane, reviji Nutrients. V tej raziskavi smo poročali o tem, kako se je spremenila količina natrija v živilih v Sloveniji med letoma 2011 in 2015. V raziskavi smo ugotovili,
da je na trgu v resnici kar precej živil, ki imajo izboljšano prehransko sestavo, torej ki imajo relativno malo natrija za skupino, ki smo jo opazovali. Ampak, ko smo upoštevali prodajne podatke znotraj teh skupin, smo ugotovili, da prebivalci pa še vedno večinoma posegajo po nereformuliranih živilih, torej po živilih, ki imajo običajne količine soli, torej neznižane. In to nam daje vedeti, da je ključno za to, da bomo dosegli cilje iz resolucije, ne le to, da industrija ponuja reformulirane izdelke, temveč tudi, da jih bodo prebivalci sprejeli in da jih bodo začeli uživati. Kot eno izmed orodij, kako to dosegamo, več o tem boste slišali tudi v nadaljevanju, je pa tudi naš podporni projekt, ki se tudi izvaja v okviru financiranega strani Ministrstva za zdravje financiranega programa, ki ga danes predstavljamo, in sicer gre za projekt izbora najbolj inovativnih živil leta. Kot veste, vsako leto predstavljamo najbolj inovativna živila leta, kjer spodbujamo gospodarstvo k razvoju živil z ugodno prehransko sestavo in hkrati obveščamo prebivalstvo, da pri izboru živil upoštevajo tudi prehransko sestavo živil. In ne bom šel v podrobnosti tega projekta, ker se vsako leto enkrat srečamo na to temo. Izpostavljam ga pa zato, ker je trenutno ravno odprt razpis, v okviru katerega iščemo najbolj inovativna živila leta 2018. Razpis je odprt do konca meseca novembra, rezultate, torej najbolj inovativna živila leta 2018, pa bomo predstavili javnosti v začetku naslednjega leta. To je bilo vse, kar je bilo z moje strani, zdaj pa predajam besedo kolegici Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo vas pozdravljam tudi v mojem imenu. Zdrava izbira je lahka izbira je v bistvu slogan, besedna zveza, o kateri boste še veliko slišali, pove pa zelo enostavno, kaj si želimo. Želimo si, da bi ljudje lahko prišli do zdravih izbir na zelo enostaven način, bodisi v svojem delovnem okolju, v šolskem prostoru, v prostem času, skratka povsod, kjer živimo, delamo, spimo in se prostočasno pač ukvarjamo s športom in podobnimi aktivnostmi. Ker smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pač vedno začnemo s kroničnimi, nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Številke so alarmantne, ključno pa je dejstvo, da bi številne kronične nenalezljive bolezni lahko preprečili. Dejavnike tveganja zelo dobro poznamo in med njimi je tudi nezdrava prehrana. Kar pomeni, da vsako aktivnost, ki vodi k spremembam prehranjevalnih navad, se obrestuje. Zato bo prehranjevalne navade in pa okolja, v katerih se prehranjujemo, treba spremeniti. Če pogledamo prehranjevalne navade, pač ugotavljamo, da je uživanje predelane hrane, ki ima manj hranil in več energije, večje. Da obroke večkrat zaužijemo izven doma. Take so pač spremembe v zadnjih desetletjih, da se velikost porcij veča in da ugotavljamo neugodno sestavo živil, predvsem glede natrija, se pravi glede soli, nezdravih maščob, sladkorja in pa premalo vlaknine. To, kar sta tudi moja predhodnika že večkrat povedala. Kako je v Sloveniji? Vse spremembe v prehranjevalnih navadah so dolgoročna naložba. To še kako dobro vemo, ko že več kot desetletje spremljamo zdravje in zdrav življenjski slog prebivalcev Slovenije v tako imenovanih raziskavah zdravega življenjskega sloga in zadnja je bila opravljena v letu 2016. Z nekaterimi ugotovitvami teh raziskave smo zadovoljni, z nekaterimi pač nismo. Če pogledamo, kakšni so trendi, zadovoljni smo seveda z povečevanjem, z ugodnim trendom zajtrkovanja pri odraslih prebivalcih Slovenije in sicer vidimo, da se od leta 2001 do 2016, da smo že presegli 50% pač preiskovancev in da pri tem so seveda vedno bolj uspešne ženske v primerjavi z moškimi.
Zadovoljni smo tudi, da za gasitev žeje pač ljudje uživajo manj brezalkoholnih pijač in da tudi ta trend kaže navzdol in spet smo tukaj bolj uspešne ženske v primerjavi z moškimi. Še vedno seveda nismo zadovoljni z dosoljevanjem. Trend bomo rekli, da morda kaže rahlo navzgor, čeprav ne vemo še, kaj bojo pokazala naslednja leta. Dosoljevanje, to pomeni dosoljevanje že pripravljene hrane, dosoljevanje pri mizi. Tudi tukaj pač vidimo, da pa smo ženske tiste, ki pravzaprav manjkrat dosoljujemo spet v primerjavi z moškimi. Kar se tiče uživanja zelenjave, pa bi lahko rekli, da ne glede na to, da trend od leta 2001 do 2012 pada, pa bi lahko rekli, da je raziskava v letu 2016 pokazala, da pa kljub vsemu smo mogoče na začetku neke dobre in boljše poti, saj se je uživanje surove zelenjave rahlo povečalo. Spet bolj pri ženskah v primerjavi z moškimi. Tako da nekako zaključujemo, da se morda že poznajo akcije, ki so bile pač že sprožene pred desetletji in upamo seveda z naslednjo raziskavo, ki bo leta 2020, da bo ta delež še toliko višji. Če strnemo, kdo ima manj zdrave prehranjevalne navade v Sloveniji, so to moški, v starosti med 25 in 39 let, imajo poklicno izobrazbo, so v nižjem samoocenjenem družbenem sloju, so to delavci v industriji, tudi nezaposleni in prihajajo iz vzhodnega dela Slovenije. Vsa ta dejstva seveda narekujejo za nas vsa tista prijemališča, se pravi vsa tista področja, kamor moramo še bolj usmeriti vse naše ukrepe. Vidimo, da poleg prehranjevalnih navad bo treba spremeniti tudi okolja, v katerih se prehranjujemo. In sicer vsak dan lahko opazimo, da oglaševanje spodbuja neuravnoteženo prehranjevanje, da je razpoložljivost predelanih živil zdravju manj koristno sestavo mnogo boljša v primerjavi z manj predelanimi živili. Zdaj, kaj je zdravju manj koristna sestava živil, samo še enkrat ponovim, smo že večkrat slišali, se pravi preveč soli, manj kakovostnih maščob, sladkorja, premalo vlaknine, vitaminov, mineralov, zaščitnih snovi v hrani. Ali imamo orodja, s katerimi se bomo pač lotili tega problema? Imamo. Imamo že predstavljeni nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti, znotraj katerega je eno tako vozlišče, kot vidite, ukrepov in aktivnosti, ki jih moramo zagnati, da bo zdrava izbira res postala lahka izbira. V osrčju tega kompleksnega mehanizma, kot vidite, je seveda posameznik, so potrošniki, obkrožen pač z vsemi okolji, v katerih je in šolo, z delovnim okoljem, proizvajalci živil morajo opraviti svojo nalogo, ponudniki živil morajo opraviti svojo nalogo in seveda tudi ministrstva, da bodo pač vsi ukrepi, ki jih bomo želeli uveljaviti, tudi primerno podprti. Kaj pravzaprav pomeni preoblikovanje živil? Dostikrat boste slišali tudi termin izboljšanje živil. To pomeni, da se pri sestavi spremeni vsebnost bodisi maščob, sladkorja, soli, mikrohranil ali pa biološko vrednih hranil. To preoblikovanje živil lahko poteka na dva skrajna načina, bomo rekli. Prvo je obvezno, kar pomeni, da za tem stoji zakonodaja, to pričakujemo na področju transmaščobnih kislin. Tak način z obveznim preoblikovanjem živil, tak način mu rečemo od spodaj navzgor in tak način je v bistvu najboljši za zmanjševanje socialnih neenakosti in s tem tudi neenakosti v zdravju. Medtem ko na drugi strani imamo številne prostovoljne akcije, pobude, kampanje, bodisi živilske industrije, trgovcev, različnih nevladnih organizacij, s temi prostovoljnimi akcijami se prav tako lahko pomikamo proti istemu cilju, pomeni pa to pristop od zgoraj navzdol in tukaj smo manj uspešni pri zmanjševanju socialnih neenakosti in s tem tudi neenakosti v zdravju. Živilska industrija, to nas veseli, se zelo aktivno vključuje v preoblikovanje živil.
Začela je Gospodarska zbornica Slovenije z zavezami odgovornosti v sektorju brezalkoholnih pijač, tako kot je že dr. Reckova omenila. Te zaveze odgovornosti bodo prerasle v eno tako širšo akcijo v okviru projekta Preživi, ki ga ravno tako sofinancira Ministrstvo za zdravje. V tem projektu pač sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, predvsem v področju evalvacije. Zakaj je portal prehrana.si tako zelo pomemben tudi za preoblikovanje živil? Zato, ker preoblikovanje živil ne more biti učinkovito, če potrošniki nimajo možnosti prepoznati, katere so tiste lastnosti, ki so povezane z zdravjem. Kljub temu, da pravzaprav informacije na živilih so urejene, imajo zelo natančno zakonodajo, imamo označbe na živilu, imamo dovoljene prehranske in zdravstvene trditve, pa ugotavljamo, da jih uporabniki ne uporabijo v polni meri, da jih pravzaprav niti dobro ne razumejo ali pa za razumevanje porabijo preveč časa. Različne načine osveščanja, izobraževanja, promocije in komunikacije imamo. Naprimer, zelo znan je primer semaforja v Veliki Britaniji. Z eno veliko raziskavo so pač ugotovili, da pa so kupci semafor uporabljali predvsem oziroma ga uporabljajo predvsem zato, da se izogibajo rdeči barvi, kot pa da bi iskali tiste, ki so označene zeleno, se pravi, da bi iskali produkte, ki so zdravju bolj koristni. Zato se zavedamo, da je kakršnakoli komunikacija s potrošniki, s posamezniki, z njihovimi različnimi prehranskimi potrebami zelo kompleksna in zelo zahtevna. In jo je pač treba prilagajati tudi našemu okolju. Na koncu seveda vseh takih programov pride spremljanje, pride evalvacija, raziskave. Vedno se vprašamo, smo naredili dovolj, bi lahko naredili še več, bi lahko naredili drugače. Moram povedati, da smo ponosni, da trenutno teče ena velika nacionalna prehranska raziskava, prva taka v obsegu v zgodovini Slovenije. Poimenovali smo jo EU-meni Slovenija, zato ker je to del v bistvu vse evropske raziskave, ki teče v vseh državah članicah Evropske unije. V Sloveniji se je ta raziskava pričela 2014 in prvi podatki bodo na voljo 2019. Trenutno teče tretji kvartal raziskave in se že vnaprej zahvaljujemo vsem tistim, ki se odločijo, da v tej raziskavi sodelujejo. S to raziskavo bomo dobili zelo natančen vpogled v prehranjevalne navade prebivalcev Slovenije in pa tudi v zaužite količine živil pri prebivalcih Slovenije. Govorimo pa zelo široko, namreč vključeni so dojenčki od 3 mesecev do 1 leta starosti, malčki do 3 let in pa potem od 10 do 74 let starosti. Tako da to bi bilo tudi z naše strani vse in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala dr. Blatnikovi za to prezentacijo. S tem se tam naš predstavitelj del konference zaključi. Verjamem, da je bilo podanih veliko informacij in koliko imate še kakšne dodatne vprašanja, vas prosim, da jih zastavite našim govorcem. Glede teh podatkov o debelosti, tudi pri otrocih so ti podatki kar alarmantni. Kakšni prav so ti podatki, kaj glede tega, kakšne so dejavnosti, oziroma kaj se da storiti? Če sam še mikrofone. Se res. V bistvu pri otrocih, ko se je delala v bistvu na področju prehranske politike, Slovenija z letom 2015 ni začela od začetka, ker smo sistematično se začeli s tem ukvarjati že leta 2005 s prvo prehransko politiko. In ko se je vrednotila, kakšen je bil ta 5-letni uspeh, moramo priznati, da smo bili kar malo presenečeni, ker smo pričakovali boljši uspeh. Pa vendar leta 2011 se je izkazalo ravno pri otrocih, da se je trend naraščanja debelosti ustavil in smo v bistvu, mislim, da edina država, kjer se je to zgodilo. Seveda zelo pomemben je sistemski ukrep in to je prehrana v šolah.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je že v preteklosti pripravil smernice zdravega prehranjevanja. Tukaj se tudi vrednot ugotavlja, strokovno spremlja, kakšna je ta prehrana v šolah. Ministrstvo za zdravje pa spodbuja tudi druge projekte. Pri evalvaciji je bilo namreč ugotovljeno, da otroci, da so izbirčni, da ne marajo zdrave hrane, zato smo na primer v lanskem letu podprli projekt Kuhna pa to, kjer so otroci svojim vrstnikom skuhali kosilo in bilo je zelo zanimivo, da kako so s tem navdušili svoje sovrstnike z zgledom in tisti dan so bile zelo enostavne jedi, zelenjavne, ričet in z vseh šol, tem je sodelovalo 30 šol, so poročali, kako so vsi otroci vse pojedali. Tako da se nam zdi, da so to še dodatni ukrepi, poleg tega, da se sistemsko res v šolah poteka prehrana v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in pa to, kar sem zdaj poudarila, se pravi, da je treba vključevati otroke v sooblikovanje. Kaj so bile te sistemske spremembe? Med drugim so bili tudi te avtomati za te stvari, če prav sam naštete. Ja. Kaj so bili ti ukrepi, ki so potem imeli nek učinek? Torej, enega sem izpostavila, to so smernice zdravega prehranjevanja. Drug ukrep je seveda prepoved avtomatov s hrano v vseh javnozdravstvenih, v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Tako da s tem smo dosegli, da otroci ne posegajo po, veste, da so avtomati napolnjeni z živili, ki v prehranjevanju niso zaželeni, se pravi z veliko sladkorja, maščob in tako naprej. Tako da to so te učinkoviti ukrepi, ki so prinesli uspehe, ampak delati moramo še naprej. Kaj pa prepoved ali pa omejitev reklamiranja nezdravih živil, ko ste rekli, da še vedno prevladujejo? Ja, tudi tukaj smo v bistvu to je bilo pa v lanskem letu, je Ministrstvo za zdravje objavilo smernice glede omejitve oglaševanja v času otroških programov na televiziji. In rezultati so pokazali nek omejen uspeh, moram pa poudariti, da do zdaj nobenih pravil v Sloveniji nismo imeli. Tako da to bo tudi predstavljeno na nacionalni konferenci in sicer povabili smo Radiotelevizijo Slovenija, da predstavi svoj pristop, kjer ugotavljamo, da se v resnici zmanjšalo število oglasov v času otroških programov. Bi pa rada poudarila, da smo mi del evropskega prostora in nas tukaj in smo mogoče malo nemočni. Mi smo šli tukaj še en korak naprej, da smo te smernice nekako tudi povezali z zakonodajo. Je pa res, da določene televizije različno pristopajo, tako nekatere k tem oglasom dajejo opozorila, da ne se otroci več gibljajo. Pristopi so različni. Tako da predvsem se nam zdi pomembno, da smo se začeli o tem pogovarjati, da se je to začelo dogajati, je pa to en proces, ki bo terjal še nekaj naporov. Bilo je rečeno, da bo ta zakon sprejet že spomladi pa jeseni prejšnje leto. Druga stvar pa me tudi zanima, zdaj glede soli in sladkorja. A je mogoče, da se lahko, ker zakon ima največji učinek, se lahko zgodi, da bo tudi kdaj, kar se soli in sladkorja tiče, da je sprejeto kaj podobnega? Zdaj bi mogoče sam povedala, kar se prav zakonodaje tiče, pa bi pa kolege prosila, da strokovno utemeljijo. Ja, res je, da smo že v lanskem letu predvidevali, da bo šel zakon naprej.
Vendar postopek je dolgotrajen v tem smislu, da je potrebno še, če želimo, da bo zakonodaja veljala v našem prostoru, to pomeni, da tudi izdelki iz drugih držav ne bodo smele presegati transmaščob, moramo iti skozi postopek notifikacije, ki je kar dolgotrajen in zdaj je ta predpis v tem postopku notifikacije, tako da predvidevamo, da bo, v bistvu gre za uredbo, po moje, da bo na začetku naslednjega leta. Lahko, da že, če ne bo nobenih lahko, da bo že do konca leta. Ja. Postopki so res dolgotrajni, ampak če sem prav razumel, zakon je pripravljen, uredba je pripravljena, sprejeta in trenutno na Evropski komisiji v pregledu. To pomeni postopek notifikacije, ne? Ja. In ko pride od njih nazaj, potem se zavrti še en krog v Sloveniji, da se ta zadeva implementira. Je tako nekako prav povzeto? Okay. Kar se tiče stroke, pa ja, mi neprestano zagovarjamo, kar se tiče transmaščob, treba bi bilo prepovedati že 10 let nazaj, ne drugo leto, ampak vse, kar se dogaja in vodi v smer, da do prepovedi pride, vse je deležno naše podpore. Pri raziskovalnem projektu transmaščobe v živilih, glede katerega smo se nazadnje srečali lansko leto, smo ugotovili, da količine transmaščob v sestavinah, ki jih uporabljajo živilsko pridelovalna podjetja v Sloveniji, je še vedno znatno. Naknadno smo naredili še raziskavo na končnih izdelkih, torej šli smo v pekarne, vzorčili smo rogljičke, torej tudi končne izdelke, ne samo tiste maščobe, ki se uporabljajo v obratih, in ugotovili smo, da tudi v teh končnih izdelkih so še vedno znatne količine transmaščob, o tem še nismo prej poročali, ne? In torej vsi ti rezultati nakazujejo, da je uredba v resnici potrebna. In ugoden trend, ki ga pa ugotavljamo pri predpakiranih živilih, torej pri tistih, ki nosijo označbo, pa je, da se je od leta 2015, ko smo naredili natančen popis izdelkov, pa takrat tako zelo izpostavili piškote, napolitanke in te stvari, ne, do letošnjega leta, ko smo popis živil na tržišču ponovili, da se je kar precej zmanjšala uporaba delno hidrogenirane rastlinske maščobe v živilih, kar pomeni, da so tudi proizvajalci očitno slišali to zgodbo, bil je javni pritisk na te proizvajalce in so začeli sami že brez zakonodaje umikati pač te transmaščobe iz živil. Torej, pozitivni trendi so, do vseh pa bomo prišli le s pomočjo zakonodaje oziroma uredbe. S tem, da če lahko dodam, da nekatere države so pa dosegle samo s tem ta prvi, da nimajo zakonodaje, pa kljub temu je bil pač tak pritisk, da so proizvajalci. Mogoče dam tebi besedo. Ja, jaz tukaj lahko dodam samo to, da, tako kot sem povedala, načinov za preoblikovanje živil je več. Dobre prakse in tudi naše izkušnje na področju zmanjševanja vnosa soli so se izkazale pa tako, da v bistvu ta pristop nikoli ne more biti prisiljen, vedno je to ena kombinacija prilagajanja tako potrošnikov na drugačne okuse, kot prilagajanja industrije na zmanjševanje soli oziroma sladkorja. In mislim, da smo zdaj s to aktivno vključitvijo tudi živilske industrije na pravi poti, da pa seveda mi vedno zagovarjamo, da to preoblikovanje živil se pač mora zgoditi in da čakati prav dosti več ne moramo. Je pa res, da se na spremenjene okuse morajo pa prilagoditi tudi potrošniki in da so najbolj učinkovite spremembe v bistvu postopne in takih postopnih postopne spremembe zakonodaje tudi težko predpiše. Tako da to je v bistvu, kar se tiče sladkorja in soli, bodo te projekt Preživi, zaveza odgovornosti živilske industrije najboljši korak v pravo smer.
Če samo še jaz nekaj dodam z tega področja, pri tem se mi zdi pomembno izpostaviti, da imamo končno v Sloveniji orodja, da lahko spremljamo napredek na tem področju. Na Inštitutu za nutricionistiko vodimo državni raziskovalni program Prehrana in javno zdravje. Partner v tem programu je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in pa več drugih raziskovalnih organizacij na področju prehrane. In že od leta 2011 imamo vzpostavljen program spremljanja sestave živil na tržišču. To pomeni, da redno spremljamo, kaj je naprodaj na naših policah in kakšni so trendi na tem področju. Raziskava, ki sem jo prej omenil, o trendih na področju soli med 2011 in 2015 je ena izmed takšnih, ampak tam se nismo ustavili. Naslednji natančni popis je bil že narejen v letošnjem letu, torej mi smo sposobni od leta 2005, ko je bila narejena doslej največja raziskava na tem področju, spremljati, kaj se dogaja s sestavo živil in kaj prebivalci uživajo, po kakšnih živilih posegajo. In če se bo v prihodnosti pokazalo, da z ukrepi, ki so trenutno uporabljeni na področju reformulacije živil, spreminjanja prehranskih navad, nismo uspešni, bomo to vsaj lahko videli in vedeli in takrat sprejemali nadaljnje odločitve na tem področju. Ena velika težava, namreč tabel hranilnih vrednosti v slovenščini z relevantnimi izdelki oziroma vsebnimi surovinami ni. Bilo je sicer na kmetijskem področju predstavljena ena aplikacija, da tista ne deluje dobro, tudi niso vsa živila. Jaz sicer sem magisterij končala na Inštitutu za prehrano Biotehniške fakultete, imam najmanj 3 take, pa francoske, angleške, nemške. Zakaj pri nas ne more iziti nekaj, če bi bilo tako na ta način hitro uporabljati, pa ne samo za te omejene nosilce dopolnilnih dejavnosti, ampak za vsakoga, ki hoče preveriti, kaj zaužije s svojim obrokom. To je prvo vprašanje, drugo bi pa samo menil še, ali se vam zdi mogoče smotrno, se pravi, vse po zakonodaji je treba napisati, če nekaj brez dodanega sladkorja, a ne bi bilo fajn, če bi se tudi nekje z močnejšim svetnim tiskom napisalo osebnost dodanega sladkorja pa osebnost soli, ker vidim, da sem starejši tega, ki imajo največ problemov, lahko zaradi tega ne vidijo. Konkretni primer moje tače, ki je diabetik in je hotela zdravo se prehranjevati z brusnicami, je kupila brusnice, ki vsebuje 40% dodanega sladkorja. Ker tega ni videla. Tega je vprašanje. Mogoče, če kar je začne s področja označevanja, od lanskega leta je v uveljavi tisti del uredbe o informiranju in o označevanju živil in informiranju potrošnikov, ki zahteva obvezno označevanje hranilne vrednosti na vseh predpakiranih živilih z nekaterimi izjemami, torej razen zelo majhne embalaže in tako naprej. In to pomeni, da na vseh tovrstnih živilih je treba obvezno navajati, kakšna je tako količina soli kot sladkorja, nasičenih maščob nasploh in pa energije. In to vrstne informacije zdaj na označbah so, kar mi želimo storiti je pa, da spodbujamo prebivalstvo, da te informacije dejansko tudi uporablja. Strinjam se, res je, včasih so te informacije zapisane na zelo majhnimi črkami. V uredbi je sicer člen, ki določa minimalno velikost pisave na tem področju, ampak za ljudi, ki imajo težave z vidom, je to še včasih premalo. Mogoče lahko povem, da se je v Sloveniji leta začel izvajati še en projekt, v katerem vam bomo obširneje poročali drugo leto in ga tudi vodi Inštitut za nutricionistiko, namreč v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan in Zvezo potrošnikov Slovenije razvijamo posebno aplikacijo, s katero bodo lahko potrošniki neposredno v trgovini s skeniranjem črtne kode dobili vse najpomembnejše informacije o sestavi živila v primerno veliki pisavi in pa z interpretacijo
ki jim bo pomagala, ali gre za visoke ali nizke vrednosti hranil v živilu. Torej, to bo nek proces, ki terja tudi kar nekaj časa, namreč za to aplikacijo bo zelo obsežna zbirka podatkov, ki mora biti relevantna, mora zajemati vsa živila, ki so na tržišču, in to je tisto, na katerem pač trenutno delamo. Pričakujemo, da bo aplikacija, ne da pričakujemo, ampak aplikacija bo na voljo takle čas naslednjo leto, dotlej pa imamo seveda še veliko nalog. Kar se tiče, torej, to je odgovor na to vprašanje, da se ne spodbuja samo informiranje, česa izdelek ne vsebuje, ampak tudi kaj vsebuje. Drži, te informacije so že na embalaži, ampak predvsem manj izpostavljene. So pa že na označbah živil. Potem prvi del vprašanja se je pa nanašal, samo spomnite, na hranilne tabele. Torej, to je pa tudi v Sloveniji obstaja program, ki se mu reče, to je projekt Inštituta Jožef Štefan. Odprta platforma za klinično OPKP, ja, odprta platforma za klinično prehrano, ki je letos bila podprta v okviru Ministrstva za zdravje, če sem prav informiran, za nadgradnjo. In v okviru te nadgradnje bo dodatno izboljšana. In kolikor vem, je Inštitut Jožef Štefan bil tudi izbran za projekt, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, katerega namen je izključno to, da se proizvajalcem omogoči priprava verodostojnih podatkov s podatki o hranilni vrednosti na embalažah živil. Torej, to je tudi predmet enega posebnega projekta in na tem področju bodo bistvene izboljšave. Kar moram poudariti pa je, da informacije na živilih morajo biti osnovane na točnih podatkih in pogosto je narava samega izdelka taka, da lahko samo proizvajalec ve, kakšna je hranilna vrednost. In zelo pogosto se to hranilno vrednost lahko določa izključno s kemijskimi metodami. Včasih pač ni mogoče se poslužiti samo prehranskih tablic, nekaj napisati na izdelek in tega nikoli več ne preveriti. Torej, vsaj mi vedno priporočamo, da lahko se tovrstne informacije uporabljajo pri označevanju živil, je pa fino, če se občasno te informacije preverjajo tudi s kemijskimi metodami in na ta način se potem dograduje tudi baza znanja in vsak proizvajalec na ta način ve, kakšna dejansko so njegova živila. Ima še kdo kaj dopolnil? Ne, mislim, da. Mogoče sem tudi ena stvar, kot sem rekel, prva stvar je to za te izdelovalce, se zdaj gre bolj za enostavne, kot so moka, otrobi, kosmiči, to so te enostavne, kar jih kmetje dajo na trg. Drugo je, to se strinjam, če imaš nek kompleksen izdelek, je potem jasno moraš to dati v analizo. Ampak ta drugi aspekt se mi zdi, ker vidim, pač jaz izhajam ali sebe, ampak se pogovarjam s tistimi, ki nimajo tega backgrounda, ampak bi radi videli, kaj to je, kako ponesejo. In zdaj to se potem nekaj iščeš in najdeš nekaj, bodi si, da moš pol unče prenašati, ne vem kaj. Počne reči, toliko let smo, pa nimamo ene tabele hranilnih vrednosti za enostavne. Govorim za, ko si ti sestavaš obrok, vzamem 100 gramov kafiole, onda tega, koliko imam zdaj C-vitamin. Mislim, čisto, da imaš nekaj, ali pa še bolj za energijo, Torej za osnovna živila, za nepredpakirana. Torej za osnovna živila, tovrstne raziskave, se pravi, kakšna sestava živil so relativno drage, ker je treba vzorčiti zelo veliko izdelkov istovrstnih in potem narediti povprečja. V Sloveniji sta bila doslej financirana 2 tovrstna projekta. V okviru enega so se določale hranilne vrednosti zelo različnih mesnih izdelkov. Ti podatki so vsi vključeni v aplikacijo OPKP, ki sem vam jo omenil. Drug del se je pa nanašal na rastlinska živila. In torej v okviru teh 2 projektov so bila analizirana tista živila, ki so značilna za Slovenijo in ki jih mogoče ne bi pričakoval v drugih tablicah. Značilne slovenske sorte fižola so bile analizirane, torej te stvari, ki jih mogoče ne najdemo v britanskih tablicah, v nemških in tako naprej. Torej za nekatere vrste živil pa je tako, da sestava v Sloveniji ni bistveno drugačna kot drugod in pač ni rentabilno izvajati zdaj posebne raziskave, koliko je kalcija v mleku, ker so tovrstni podatki pač uveljavljeni in se jih potem pobira iz tujih baz podatkov. Samo v slovenščini
To pa je tisti projekt, ki sem rekel, ki je zdaj financiran, ki Treba vse analizirati, ne? To je zato, da tako kot ste rekli, se je ravno ta projekt OPKP, ki sem vam ga omenil, ki ga izvajajo na inštitutu Jožef Stefan, povzema tiste podatke, ki so na razpolago v Sloveniji in jih dopolnjuje z drugimi bazami podatkov. In jaz mislim, da v okviru kakšnega leta verjetno bo tudi na tem področju napredek. Ja. Tako da v bistvu podatki so, samo morda niso v taki obliki. Ne, Da bi jih nekdo lahko lažje ja, našel. ja. Ko bodo, glejte, na portalu prehrana.si bomo objavljali vse novosti na tem področju. Torej, ko bo ta aplikacija prenovljena, ko bo na voljo v prenovljeni obliki, bodo te podatki priromali tudi na našo stran. Naj pa poudarim, da tudi zdaj, če greste na stran prehrana.si, pokrivamo nekatere recimo sezonska živila, vitamine, minerale in tako naprej. In če greste na sezonska živila, zdaj greste najdete recimo kaki, ne? Za ta kaki navajamo tudi podatke o hranilni vrednosti, ki temeljijo na podlagi teh verodostojnih informacij. Torej, nismo pa seveda na portalu, ni namen portala, da bi zajel 5000 živil, ampak smo se osredotočili na tista živila, ki se nam zdi, da jih prebivalci najbolj pogosto iščejo na spletu. Iščejo zdaj recimo kiviji so aktualni, gobe so aktualne, torej vsa ta živila že so na portalu in tudi podatke o hranilni vrednosti teh živil so že na portalu prehrana.si. Ko bo pa enkrat prišel ta veseli dan, da bomo imeli zakladnico informacij na pravem mestu, da bomo lepo skenirali in tako naprej, da nam bo jamčil, da živilo dejansko vsebuje to, kar deklarira, da vsebuje, oziroma kar mi verjamemo, da vsebuje, kar je zavedeno pri vladi. Poleg tega določene stvari pač ne nihajo, ne? Na tem področju so tolerance, zakonodaja na tem področju jasna in dopušča nihanja recimo pri nekaterih hranilih plus minus 20%, ampak to so minorne zadeve. Mi se tukaj sprašujemo, ali neka žita za zajtrk vsebuje 8 gramov sladkorja ali pa 45. Torej tukaj gre za razlike, ki niso stvar analitike, ne? No, ampak nek izdelek bomo recimo konkretno izdelali, ne? Bo specificiran, da ima tok pa tok, to nam pa jamči, da ima več sladkorja, kot je bilo takrat zmerjeno. Vse informacije, ki so na označbah, mislim, kdo jamči za to, če mi rečemo, da kiviji povprečno vsebujejo toliko in toliko miligramov vitamina C, vam ne jamči nihče, ker to so podatki iz hranilnih vrednosti, torej to je običajno za kiviji, da vsebuje toliko vitamina C, kolikor je napisano zdaj na portalu, ne. Kar se tiče pa samih označb živil, torej kdo jamči, da je tista informacija na izdelku, da vsebuje recimo 10 gramov sladkorja res točna, to pa jamči proizvajalec. Če je ta informacija napačna, Uprava za varno hrano dela redne nadzore, v okviru katerih preverja, torej tudi analitsko, ali sestava izdelka ustreza deklarirani vrednosti in po naših informacijah napake na tem področju niso zelo pogoste. Ker pač ta zadeva je stvar nadzora in slej ko prej se napake ugotovijo in je proizvajalec sankcioniran. Večji problem je za snovi, ki niso stvar regulative, ki se jih ne nadzoruje, kot so na primer transmaščobe. Tam nismo imeli nobenega orodja, da bi po eni strani potrošnik vedel, koliko transmaščob v živilu sploh je, država pa nima nobenega orodja, da to zadevo kontrolira. Na teh področjih je zato potrebno zakonodajno urediti pač količino teh neželenih snovi v živilih, medtem ko pri samem označevanju pa ocenjujem, da zakonodaja ponuja kar precej možnosti, da je potrošnik na koncu dobi živila, ki imajo tako sestavo, kot je deklarirano. So pa seveda na tem področju tudi napake. Vsake toliko časa ugotovite, lahko vidite, da so kakšni odpoklici, včasih kakšen proizvajalec celo pozabi označiti kakšen alergen. V takem primeru mora tudi sam odpoklicati izdelke. Ampak to je področje, ki zakonodajno je precej bolj urejeno, kot je bilo včasih. A bo ta portal morda imel tudi v bodočnosti kakšno rubriko aktualno goljufije na področju prehrane? Že zdaj je rubrika Miti o prehrani in na tej rubriki, v tem zavihku
rešujemo najrazličnejše mite od tega, ali je oljčno olje primerno segrevati, ali se ga sme segrevati, kaj je bolje maslo ali margarina in najrazličnejše pač mite na tem področju. Seveda to rubriko bomo še dopolnjevali, vprašanja, ki jih dobimo od prebivalcev in od vas, pa nas pomagajo usmerjati, da vemo, katera področja so najbolj aktualna. Glejte, ja, to je proces, a veste, izredno pomembno je, da bi se v vseh izdelkih postopoma, mi imamo izkušnjo recimo s soljo, ki smo v preteklosti začeli s pekarsko industrijo in tam je bilo zelo jasno poudarjeno, da potrošniki zavračajo take kruhe. Tako da tukaj moramo res to, kar je že dr. Blaznikova povedala. Jaz mislim, da je treba prvič moramo delati skupaj, nacionalna industrija in pa tudi trgovina in vsi bi mogli in to je tudi bilo ugotovljeno na nivoju Evropske unije, ker naša Slovenija je toliko majhna, da smo mi zelo nemočni, če tukaj ne bojo pristopile multinacionalke in tako si je dala že tudi Evropska unija cilj do leta 2020, da bo znižala sladkor konkretno za sol, je bil že prej cilj postavljen, ker če ne bomo z vsemi izdelki, kjer bi se postopno nižal sladkor in sol noter in tudi nasičene maščobe, ne bomo dosegali zboljšanja zdravja. Tako da tukaj so neki začetki, jaz se strinjam z vami tukaj osebno čist. Ampak kljub temu smo veseli, da so začetki, ker v preteklosti, jaz sem bila enkrat na Nizozemskem, je Gospodarska zbornica in trgovinska so skupaj stopali in potem so čez nekaj let v resnici kazali take kamione, koliko soli ali pa sladkorja so skupaj v državi in to je bilo res relevantno in v preteklosti nas trgovine niso nekako slišale, tako da zato smo posebej veseli in upamo, da leta 2025 bo res več takih izdelkov, pa ne, da bi jih posebej oglaševali. Mi se želimo, da se prilagaja okus, da vsi izdelki, saj veste, da so marsikateri izdelki ima sladkor noter, pa sploh ne vemo. Tako da v bistvu se je zdaj v zadnjih desetletjih to zgodilo, da so nas privajali na izredno močne okuse, slane, sladke, prijetno, če je veliko maščobe, tako in zdaj moramo to mogoče vse skupaj obrniti. Mogoče bi samo še to jaz dopolnil, 5–10% se mogoče sliši malo. Na posameznem izdelku je to res malo. Če bi dosegli 10% znižanje soli v prebivalstvu, bi bili mi izjemno veseli. Namreč v večini držav, kjer imajo tudi zelo močne programe za zmanjševanje soli, ne opažajo niti 10% zmanjševanj na tem področju. Torej, želimo, da industrija stopi skupaj, začne res postopno, usklajeno zmanjševati količino soli, količino sladkorja in zavedamo se, da če bodo to naredili na vseh izdelkih takoj za 30%, to pač ni neka realna možnost. Mislim, to ni izvedljivo. Ne? Torej, postopno zmanjševanje je tisto, kar se je pokazalo še posebej pri soli kot ključ do uspeha. To so pač v Veliki Britaniji bili na tem področju najbolj uspešni in mislim, da se rabimo od njih kaj naučiti.